Einen genaueren Blick auf das Rahmenübereinkommen wollen wir jetzt werfen mit Frau Professorin Petra Rother. Sie ist Professorin für internationale Beziehungen an der Universität Ljubljana. Sie unterrichtet im Bereich internationaler Minderheitenschutz, internationaler Menschenrechtsschutz, internationales Konfliktmanagement, ethnische Vielfalt. Sie hat einen PhD von der University of Cambridge und war an vielen Universitäten international tätig, zum Beispiel an der Cambridge University, an der University of Warwick, am European Center for Minority Issues in Flensburg. Sie war an der Universität Tübingen und hat an der University of Padua eine Gastprofessur wahrgenommen. Derzeit ist sie eines der Mitglieder im wissenschaftlichen Beirat der Europäischen Akademie in Bozen. In Zusammenarbeit mit der Europäischen Akademie findet diese Tagung statt, daher erwähne ich das extra. Sie ist aber vor allem auch tätig als unabhängige Expertin für viele internationale Organisationen. So hat sie jahrelang und tut es noch für den Europarat gearbeitet, für den OSZE High Commissioner on National Minorities und den Special Rapporteur on Minority Issues der Vereinten Nationen. Derzeit ist sie Vorsitzende des beratenden Ausschusses des Rahmenübereinkommens zum Schutz nationaler Minderheiten und in dieser Funktion wird sie uns erklären, welche Möglichkeiten das Rahmenübereinkommen bietet und unter welchen Bedingungen diese Möglichkeiten zu realisieren sind. Wir bitten um Ihren Vortrag. Najlepša hvala za povabilo in za ta prijazen uvod. Mogoče, ker sem bila predstavljena kot predsednica svetovalnega odbora pri Okvirni konvenciji za varstvo narodnih manjšin, je prav, da povem, da moji komentarji se ne bodo nanašali na Avstrijo. Avstrija pričakuje oziroma je videla 5. mnenje svetovalnega odbora, ki pa je zaenkrat še zaprto za javnost. Tako da bom govorila o Okvirni konvenciji, tako kot sem obljubila tudi v mojem naslovu, kaj ponuja in pod kakšnimi pogoji se lahko to ponujeno tudi uresniči. Ampak preden poskušam odgovoriti na obe podvprašanji, torej kaj ponuja Okvirna konvencija in pod kakšnimi pogoji se lahko to ponujeno, torej te norme, pravice, ki so zapisane v tem kratkem dokumentu, mogoče nekaj uvodnih pojasnil. Pogosto, ko se začnemo pogovarjati o Okvirni konvenciji, slišimo dve vprašanji, ali pa eno vprašanje in en očitek. Eno vprašanje je, kdo so manjšine, na koga se ta Okvirna konvencija nanaša. To je zelo običajno vprašanje. Drug je pa komentar ali pa kritika, ampak saj je samo Okvirna konvencija. Kaj konkretnega pa dejansko ponuja ta dokument, ki je bil sprejet v Svetu Evrope konec leta 1994, odprt za podpis leta 1995 in potem stopil v veljavo 25 let nazaj. In letos res govorimo, da ne praznujemo 25. obletnice, ker so časi za varstvo manjšin preresni ali pa bi mogoče celo rekla nespodbudni, ampak vsekakor pa obeležujemo to 25. obletnico z več različnimi refleksijami, dogodki, na katerih tudi samoreflektivno ali pa samokritično poskušamo razumeti, kaj se dogaja v mednarodni skupnosti, kar preprečuje uspešnejšo implementacijo uresničevanja Okvirne konvencije. Mogoče poskušam torej v tem uvodnem delu zelo na kratko nasloviti te dve vprašanji, kdo so torej manjšine in zakaj samo Okvirna konvencija. Vsem je znano, da Okvirna konvencija nima definicije termina manjšina, narodna manjšina, etnična, jezikovna, verska in to je bilo namenoma. Namenoma je bilo izbrano tudi ime Okvirna konvencija, zato da je ta dokument okvir, ki daje državam usmeritve, kako in na kakšen način naj upravljajo etnično raznolikost. Na kakšen način naj torej zagotavljajo več različnih ciljev, ki so zapisani v Okvirni konvenciji. Manjšine, kot je povedala že profesorica Brigitta Busch,
so v bistvu skupnosti posameznikov, ki se samo opredeljujejo za pripadnike manjšin. In to je ta fleksibilen pristop, na katerem temelji okvirna konvencija. To načelo svobode samoopredeljevanja seveda vključuje tudi svobodno neopredeljevanje za pripadnike manjšinskih skupnosti, vključuje tudi situacijsko opredeljevanje, torej lahko kot posameznica, pripadnica neke manjšinske skupnosti želim dostop do nekih pravic, hkrati v neki drugi situaciji pa ne želim dostopa do določenih pravic. In vključuje tudi možnost seveda sprememb s časoma. Zelo pomembno pa je tudi, da ta možnost samoopredeljevanja vključuje tudi možnost večplastnega opredeljevanja. Torej, mi govorimo o angleščini pogosto kot multiple affiliations, torej lahko si pripadnik ali pa se opredeljuješ v smislu več etničnosti, ne pa te kliničnega razlikovanja med tem, da si eno, drugo ali tretje. Lahko si troje naenkrat. Tisto, kar ne nazadnje gre zelo z roko v roki z jezikovnim repertoarjem, o katerem je govorila profesorica Buš. Toliko o tem opredeljevanju manjšin. Seveda to nevključevanje definicije in ta pristop na podlagi samoopredeljevanja, svobodnega, vključuje tudi možnost, da se s časoma pojavljajo nove manjšinske skupnosti v državi. Da ne moremo se nanašati na neko situacijo, ki je bila ali pa je obstajala 50, 70 ali pa 100 let nazaj, ampak da se naše družbe spreminjajo in da se seveda s časoma lahko zgodi tudi nekaj takšnega, da se pojavi neka skupnost posameznikov, ki se samo opredeljujejo kot pripadniki te skupnosti. To je nekaj, kar se kar nekaj držav pogodbenic okvirne konvencije močno upira. Strokovnjaki, ki skrbimo za nadzor nad uresničevanjem okvirne konvencije, 18 nas je, sama okvirna konvencija ima, kot je bilo rečeno, 39 držav pogodbenic, uresničuje se tudi na Kosovu. Zelo me žalosti opomba pod črto, da je Ruska federacija se v zadnjih nekaj par tednih odločila, da bo izstopila iz okvirne konvencije, čeprav je kljub izstopu iz Sveta Evrope doslej ostajala pogodbenica okvirne konvencije, ker je to okvirna konvencija ena tistih konvencij Sveta Evrope, ki je odprta tudi za nečlanice. Ampak torej spremljamo zdaj v zadnjih 2 tednih intenzivno razpravo v Ruski dumi, da bo Ruska federacija torej izstopila žal iz okvirne konvencije. Da nadaljujem to misel, ki sem jo prej začela, torej 18 neodvisnih strokovnjakov, ki sestavljamo svetovalni odbor, ves čas torej iščemo potrebe ali pa ugotavljamo potrebe na terenu. To, o čemer je govorila profesorica Buš. Naša naloga ni zavarovati neko stanje, ampak naša naloga je poiskati in razumeti potrebe in interese pripadnikov različnih skupnosti, seveda in skupnosti kot takih. Zelo smo pozorni na raznolikost znotraj skupnosti, ta z vidika okvirne konvencije, ta ideja, da mora manjšina govoriti z enim jezikom, absolutno preživeta. Mi vemo, da imajo pripadniki manjšin različne ne samo potrebe, mlajši drugačne kot starejši, na različnih področjih, že pri rabi jezika, recimo pri dostopu do medijev, je jasno, da mladi ne bodo brali časopisov, medtem ko verjetno starejši bodo bolj verjetno potrebovali nek časopis v manjšinskem jeziku. Torej, potrebe so različne in interesi so različni. In ko gremo na obisk posameznih držav pogodbenic, zelo pazimo, da se srečamo tako s pripadniki manjšinskih skupnosti, s temi izvoljenimi, recimo, ki predstavljajo določene organizacije, kot tudi z mladimi, pogosto gremo zelo radi v šole, starejšimi, v nekaterih državah posebej pazimo, da se srečamo z ženskami, lahko si predstavljate, da so pripadniki ali pa predstavniki manjšin v nekaterih državah spolno neuravnoteženi, zato tam posebno pozornost namenjamo tudi tej vrsti raznolikosti znotraj manjšinskih skupnosti, da potem na koncu ugotovimo, kaj so, kot sem rekla, torej potrebe in kaj so interesi te skupnosti, da bi lahko potem seveda poslušali tudi države,
oblasti, mi rečemo oblasti na različnih ravneh, to lahko pomeni seveda centralno vlado, nacionalno vlado, lahko pomeni to vlado na različnih v regijah, odvisno od organiziranosti držav. In hkrati tretji element, ki ga ves čas upoštevamo, je zelo smo intenzivni in poskušamo poiskati zelo dobre kontakte pri lokalnih, nacionalnih nevladnih organizacijah, civilni družbi, pri raziskovalcih, zato da dobimo ta nek trikotnik, na podlagi katerega potem spišemo svoje mnenje, mi jim rečemo v angleščini opinions, vsakih 5 let in država v tem mnenju dobi priporočila, kako naj v naslednjih 5 letih boljše uresničuje okvirno konvencijo. Da je okvirna, je, kot sem rekla, pogosto razumljeno kot slabšalno, je samo nek okvir. Mi mislimo nasprotno, da je to prednost. Da je prednost zato, ker se s tem okvirjem lahko prilagodimo različnim situacijam. Mi vemo, da niti države niso enake, niti skupnosti niso enake, niti pripadniki različnih manjšinskih skupnosti nimajo enakih niti potreb, niti interesov. In okvirna konvencija nam daje torej te smernice, kako, na kakšen način želimo doseči cilje na 3 ravneh. In tukaj pridemo do bistvenih zadev. Kaj torej ponuja okvirna konvencija? K čemu stremi? Zakaj vsa ta priporočila? Zakaj ves ta monitoring proces? Zakaj sprejemanje vse te zakonodaje? Kaj želimo na koncu doseči? Okvirna konvencija ima v grobem rečeno 3 cilje na 3 ravneh. Na ravni posameznikov želi okvirna konvencija preprečiti kakršnokoli obliko diskriminacije in zagotoviti dejansko enakost. Torej, ne glede na posameznikovo identiteto, pripadnost, jezikovne sposobnosti, kompetence, veroizpoved, želi okvirna konvencija doseči okoliščine, v katerih bomo lahko vsi enaki in na enak način dostopali do človekovih pravic. Okvirna konvencija je pomenila v razvoju manjšinskega varstva revolucijo, ko je bila sprejeta v sredini 90. let. Revolucijo v smislu tega, da je prinesla splošne manjšinske pravice, ki pripadajo torej vsem pripadnikom manjšin, ne glede na to, v kateri državi se ti nahajajo, in da je manjšinske pravice eksplicitno zapisala kot del splošnih človekovih pravic. Torej, ko mi danes govorimo o manjšinskih pravicah, se mi pogovarjamo o človekovih pravicah. To niso neki bombončki za posameznike, ki se najdejo v položaju manjšinske skupnosti, ampak je to nek temeljni standard, če želite, neke evropske civilizacije, našega razvoja, napredka, zato, da se zagotovi torej tudi pripadnikom manjšinskih skupnosti ta dejanska enakost pri dostopu do človekovih pravic. Na ravni skupnosti, druga raven, okvirna konvencija zagotavlja možnost razvoja, ohranjanja, izražanja identitete pripadnikov manjšinskih skupnosti v skupnosti z drugimi pripadniki manjšinskih skupnosti. Kaj to pomeni? To pomeni, da manjšinske pravice niso kolektivne pravice, če pogledamo mednarodno pravo, vključno z okvirno konvencijo. So individualne pravice, pravice posameznikov. Ampak seveda posameznik lahko ohranja svojo identiteto, svoj jezik, nenazadnje je del neke skupnosti, samo v skupnosti z drugimi pripadniki manjšinske skupnosti. In enako velja seveda tudi za večinske skupnosti. Torej, na ravni skupnosti, ta druga raven, je zelo pomembno, da okvirna konvencija omogoča po eni strani ohranjanje identitete manjšinskih skupnosti na različnih področjih. Glede rabe jezika smo slišali vse, kar tako rekoč smo morali slišati. V izobraževanju, na področju medijev,
Seveda, ko govorimo o jeziku, govorimo ne samo o rabi jezika v vsakdanjih situacijah, v zasebnosti, v javnosti, ampak govorimo tudi o vidni navzočnosti jezika, o različnih napisih, govorimo o možnosti komunikacije z administrativnimi organi na posameznih območjih. Torej, izobraževanje raba jezika medijev in zelo pomembno področje. Mi se ves čas ukvarjamo s 15. členom okvirne konvencije, je področje učinkovite participacije pripadnikov manjšin v javnih zadevah, na političnem področju, pa tudi na področju sociale, ekonomije. Tukaj leži, jaz bi si upala trditi, ključ v razumevanju okvirne konvencije. Torej, učinkovita participacija manjšin na vseh področjih življenja pomeni po okvirni konvenciji ne samo pravico pripadnikov manjšin, ampak je ta učinkovita participacija razumljena tudi kot načelo. Načelo pomeni, da so rešitve, priporočila, tudi nas kot neodvisnih strokovnjakov, ki v imenu svetovalnega odbora svetujemo državam, kako naj boljše uresničujejo cilje določila okvirne konvencije, vedno temeljijo na načelu učinkovitega sodelovanja pripadnikov manjšin. To pomeni, da če grem nazaj na ta mojo razlago o tem, zakaj okvirna konvencija ni slabost, ampak je prednost, to pomeni, da učinkovita participacija pomeni, da pogosto pozovemo vlado, da naj skupaj s pripadniki manjšine poišče najboljšo rešitev. Ker neka rešitev, način rabe jezika ali pa način organiziranosti izobraževanja ali pa način poročanja o manjšinah, poročanja, vključevanja pripadnikov manjšin v medijsko produkcijo in tako naprej, nek določen pristop mogoče deluje v neki državi, za drugo državo bo neprimeren ali pa ne bo deloval. In zato je to učinkovito sodelovanje kot načelo tako zelo pomembno. In če boste brali zelo natančno priporočila svetovalnega odbora, boste videli, da pogosto rečemo tudi pri zelo vsebinskih vprašanjih, recimo o, dvojezičnosti. Bomo rekli, poiščite skupaj v sodelovanju s pripadniki manjšin način, na katerega bo dvojezičnost lahko del nekega šolskega sistema na nekem območju ali pa recimo v posamezni državi. Imamo tudi države, ki so dvojezične. Zdaj, na ravni skupnosti bi želela povedati še eno stvar, ponoviti v resnici to, kar je profesorica Buš že govorila. Ko mi govorimo o okvirni konvenciji, se pogosto torej ukvarjamo s tem z ravnijo posameznikov in z individualnimi pravicami. Seveda posameznikov kot del manjšinskih skupnosti. Ko pridemo pa na raven skupnosti raznolikih družb, pride pa do precej velikega nerazumevanja strani številnih vlad, ko jim mi kot strokovnjaki razlagamo, kaj v resnici okvirna konvencija prinaša. In sicer okvirna konvencija temelji na enem ključnem razumevanju našega odnosa do manjšinskih skupnosti, pravzaprav do različnih identitet, do različnih jezikov, ki soobstajajo znotraj neke države. In sicer temelji na potrebi po integraciji družbe. To, o čemer smo že slišali. Mi nikoli ne govorimo in države ves čas, ko bi rekla, popravljamo, da se ne moremo, da neka, bi rekla, mogoče pristop, ko države pogosto govorijo o potrebi po integraciji manjšin v neko družbo, da je to pristop, ki ni skladen z okvirno konvencijo. Nasprotno, okvirna konvencija temelji na konceptu integracije družbe. In zato zelo pazimo, da termin integracija ves čas uporabljamo samo za družbo, ne pa za manjšinske skupnosti. Zdaj pa seveda, to je terminološka zadeva, ampak ta terminološka zadeva ima tudi zelo pomemben vsebinsko posledico. Kaj je vsebinska posledica? Integracija družbe pomeni razumevanje integracije kot dvosmernega procesa,
in kot procesa, ki vključuje vse pripadnike neke družbe. Bodi si pripadnike manjšine in vseh posameznikov, ki se morda ne opredeljujejo kot pripadniki neke skupnosti. Skratka, mi vsi, ki živimo v neki državi, ki tvorimo neko raznoliko družbo, se moramo prilagajati. Kar pomeni, da ko recimo govorimo o nekem odnosu do manjšine ali pa ko govorimo o rabi jezikov, pomeni, da neko sodoben pristop, ki bo skladen z okvirno konvencijo, bo predpostavljal, da bodo tudi pripadniki nekega recimo večinskega jezika ali pa večinske skupnosti se učili o zgodovini, o jeziku manjšine. Mi bomo pogosto, boste lahko zasledili v naših mnenjih, bomo pogosto rekli, v redu, da obstaja nek predmet v šolskem sistemu, kultura, jezik in zgodovina manjšinske skupnosti. Ampak nikoli ne more biti ta predmet ponujen samo pripadnikov manjšine. Nasprotno, člen 12 okvirne konvencije govori, da vsi v neki družbi moramo imeti zavedanje o tem, da je družba raznolika, da obstajajo med nami tudi pripadniki manjšinskih skupnosti. In še več, da bo družba razumela manjšine kot sestavni del, ne kot nekaj, kar je nekaj, ne bodi ga treba, ne kot nekaj, kar je potencialen problem, kar povzroča neko grožnjo, morda celo neko varnostno vprašanje. Ne govorim o tem območju, ampak lahko si mislite, baltske države, države, ki mejijo Ukrajina, ki mejijo na trenutno agresorja Rusko federacijo, da bodo manjšinske skupnosti pogosto razumele kot varnostno vprašanje, kot problem. In nazaj na okvirno konvencijo, torej ta ideja integracije družbe pomeni dvosmerno prilagajanje in razumevanje nas vseh, da smo mi raznolika družba, v kateri so manjšine ne samo sestavni integralni del te družbe, ampak so tudi dobrodošel del, nas bogatijo, ne pa ogrožajo, ne pa v bistvu, recimo, povzročajo neko mogoče grožnjo razdelitvi financ, dostopa do političnih funkcij in tako naprej. In vse to, kar sem zdaj govorila, me pripelje do tretje ravni. Tretja raven, ki jo pokriva okvirna konvencija, je pa dogajanje v mednarodni skupnosti, med državami. Ni naključje, da je bila okvirna konvencija sprejeta sredi 90-ih let, ob koncu grozot na območju nekdanje Jugoslavije, ob koncu vojne v Bosni in Hercegovini. Ni naključje. Z okvirno konvencijo in samim varstvom manjšin so države želele preprečiti točno to, kar se nam danes dogaja v Ukrajini in kar Ruska federacija v javnosti poudarja kot razlog za njeno agresijo proti Ukrajini. Torej, države so želele z ustreznim pristopom do upravljanja etnične heterogenosti na način zagotavljanja manjšinskih pravic, na način, kot sem ravnokar razložila, so želele zagotoviti stabilnost, varnost, preprečevati konflikte, ki bi se nanašali ali pa celo pojavljali zaradi obstoja manjšinskih skupnosti. Žal vidimo, da ta tretji cilj še vedno ni dosežen. Ampak vseeno bi želela mogoče nekaj stvari povedati o tem, zakaj je okvirna konvencija tako pomembna tudi na tej tretji ravni in kje vidimo ovire pri doseganju tega cilja na ravni mednarodne skupnosti. Ključna ideja okvirne konvencije je bila, da je vsem državam v interesu, da so manjšinske pravice varovane. Torej ne samo posebej zainteresiranim tako imenovanim matičnim državam za etnično sorodne manjšine, ki živijo v drugih državah, nikoli ni bil v ospredju ta vidik. Ampak so države rekle, nam kot mednarodni skupnosti, nam je v interesu, da zagotovimo varstvo manjšin, ravno zato, da te tako imenovane matične države, etnično sorodne države, ne bodo imele več dela. Da bomo mi vsi razumeli
In to je drugi pomemben vidik v mednarodni skupnosti zagotavljanja varstva manjšin, da bomo vsi razumeli, vse države, da je primarna skrb za zagotavljanje varstva manjšin v rokah države z manjšino. Torej ne sosedne države, ne tretje države, ampak vsaka država, ki ima manjšino ali manjšine, je dolžna zagotoviti dostop do manjšinskih pravic. S tem se preprečuje potem ta odvisnost ali pa pomoč, ki jo številne manjšine potrebujejo, zato da lahko dostopajo do pravic. Če povem v jeziku, ki ga uporabljamo na univerzi, če bi vsaka država naredila domačo nalogo, se mi ne bi pogovarjali o manjšinah kot o pomembnem varnostnem vprašanju, ki se dotika tudi načela neumešavanja v notranje zadeve držav. Okvirna konvencija temelji na bilateralnem sodelovanju kot dodatni ravni varstva manjšin. Torej, države seveda lahko sklepajo dvostranske sporazume, ampak to dobrobiti, ki jih prinašajo dvostranski sporazumi, ne morejo nadomestiti primarne naloge za varstvo manjšin, ki leži pri državi z manjšino. Države ne morejo outsourcati, kot lepo rečemo v prelepem slovenskem izrazu, varstvo manjšin nekomu tretjemu. Lahko pa seveda dopolnjujejo, nadgrajujejo to varstvo. Zdaj pa mogoče nekaj čisto zaključnih besed o tem, kaj je potrebno ali pa v kakšnih okoliščinah, kaj so te pogoji za uresničevanje vsega tega, o čemer sem govorila. Tako bi danes skoraj rekli prelepa teorija, ko gledamo posamezne primere, ko so manjšinske skupnosti uporabljene za, kot sem rekla, agresijo v najhujšem primeru, vmešavanje v notranje zadeve mogoče v manj hujšem primeru. Danes ugotavljamo, tudi, kot sem rekla na začetku, 25 let je priložnost za refleksijo. Danes žal ugotavljamo, da so številne ovire še vedno na poti ali pa predstavljajo oviro za uresničevanje okvirne konvencije. Mi žal še vedno pogosto vidimo, da so manjšine razumljene kot problem, torej ne kot vrednota, ne kot sestavni del družbe. Mi smo vsi raznolike družbe in postajamo čedalje bolj raznoliki, ampak žal manjšine še vedno pogosto so razumljene ali pa celo naslovljene kot problem. Kot problem, ki bodisi ruši to idejo homogene družbe, ali pa kot problem, ki ga razumemo v tem varnostnem smislu, da predstavlja varnostno grožnjo. Prej sem omenila baltske države, zagotovo je to, pa ni edini primer. Manjšina danes, namesto da bi bil termin sprejet kot naš sestavni del nekega vokabularja, predstavlja skorajda pejorativni izraz. In pogosto sem tudi kot predsednica svetovalnega odbora, imam pogosto stike z državami in me zelo žalosti, da države pogosto čutijo potrebo, da govorijo o ranljivih skupnostih, ko se pogovarjamo o uresničevanju tudi okvirne konvencije. Ker manjšina in manjšinske pravice danes, če rečem v najbolj milem jeziku, niso popularna tema. In je bilo potrebno skoraj da izumiti drug termin, to so te vulnerable communities, ranljive skupnosti, ki pa jim države v nekaterih primerih milostno pomagajo, da ohranjajo svojo identiteto. To je trend, ki ga nismo poznali 20 let nazaj. To je tudi trend, ki ga nismo poznali 10 let nazaj. To je trend, ki ga opažamo, jaz bi rekla, zadnjih 5 let. In je trend, ki je zelo, zelo problematičen. Opažamo, da je prisoten strah pred drugimi državami, da je, mi rečemo kot strokovnjaki, da se dogaja bilateralizacija manjšinskih vprašanj. Da torej se odmikamo od tega, da je država z manjšinami odgovorna za zagotavljanje manjšinskih pravic, ampak da namesto tega pridejo na evropski politični podi države, ki zagotavljajo ali pa ki poskušajo vzpostavljati manjšinske pravice za svoje etnično sorodne manjšine drugje.
To je trend, ki, kot ugotavljamo, zanika nek avtonomen razvoj tudi manjšini kot taki. Ni problematičen trend samo z vidika meddržavnih odnosov, sploh če gre za dve državi, ki nista v nekem enakem položaju, ena močna, večja, druga manjša, sosednja, manj močna, ampak je trend, ki negativno vpliva tudi na avtonomen razvoj manjšinskih skupnosti, na akterstvo samih manjšin. V bistvu bi rekla, da nam je v zadnjem času to spremljanje okvirne konvencije v 40 državah, 39 pogodbenicah in na Kosovu, bi rekla, ponudil precej razlogov za pesimizem. Mi je žal, ker jaz sama osebno nisem pesimistka, ampak na tem področju se mi zdi, da je kozarec žal spet na pol prazen. In geopolitika, ki smo ji priča danes, žal vključuje tudi manjšinska vprašanja. In lahko vam povem, da bomo v enem mnenju, ki je trenutno še zaprto za javnost, bo svetovalni odbor prvič uporabil določila 21. člena okvirne konvencije, ki se nanaša na idejo, da nobena država ne sme uporabiti dostopa ali pa vprašanja manjšinskega varstva za vmešavanje v notranje zadeve, za neka sovražna dejanja. Skratka, če povem drugače, svetovalni odbor danes, leta 2023, razmišlja, kako na kak način biti kritičen do varstva manjšin, s tem, da seveda kritičen pomeni pomagati državam z manjšinami, da uresničujejo okvirno konvencijo, da ne bi hkrati teh držav ogrozil, ker bo neka tretja država rekla, aha, svetovalni odbor je rekel, da dostop do manjšinskih pravic ni zagotovljen, torej imamo mi dolžnost, da pomagamo etnično sorodni manjšini in potencialno tudi napademo to državo. To je nekaj, o čemer jaz sem bila članica svetovalnega odbora skupaj s profesorico Brigito Buš v letih 2014-2018, mi se takrat o tem nismo pogovarjali. Danes obstaja torej nevarnost, da države izkoristijo neko, bi rekla, ne kritiko, mi v bistvu razumemo naša priporočila kot pomoč državam, ampak seveda ta pomoč je pogosto strani držav razumljena kot kritika, kot nekaj, kar ni dovolj dobro. Mi se danes prvič žal srečujemo v tem geopolitičnem kontekstu s to možnostjo, da države izkoristijo v bistvu na popolnoma napačen način tudi dobrohotna priporočila svetovalnega odbora o uresničevanju okvirne konvencije za varstvo manjšin. In to je nekaj, kar pa nas zelo, zelo skrbi. Hvala lepa.